In če to ni nekaj, kar pride nam zelo naravno, pač eni so bolj vešči tega, drugi manj. Kako se mi prisilimo, da govorimo na način, da ne izzvenimo obtožujoče? Ja, ni druge kot vaja, vaja, vaja. Tako kot pri vseh ostalih stvareh, ne. Če se recimo učimo nekega tujega jezika, sigurno bomo na začetku zveneli hudo nerodno. Ali pa če se učimo smučanja, ne, verjetno, ko se bomo končno le uspeli spustiti sami po bregu navzdol, lahko pademo celo večkrat. Najbolj pomembno je, da se poberemo. In isto je pri katerikoli komunikacijski veščini. Zagotovo bomo na začetku, ko smo začeli, ko smo se določene veščine začeli učiti, definitivno bomo zveneli neavtentično, prisiljeno. Ampak to je sestavni del procesa. To je sestavni del učenja, brez tega enostavno ne gre. Res je, da vsako komunikacijsko veščino je mogoče, fino najprej preizkusiti v okolju, kjer je tveganje nizko, recimo doma, v neki zasebni socialni mreži. Ni pa to nujno, ne. Kako lahko s pomočjo pogajanj, če lahko, iz ljudi izvabimo informacije, ki nam jih morda na prvo žogo niso bili pripravljeni dati ali pa jih deliti z nami? Zdaj, zna se zgoditi, ne, da, boste vi nekoga vprašali, recimo: Peter, zakaj pa je to za vas pomembno?" Pa bo Peter, postregel s kakšnim takim zelo splošnim odgovorom: "Ja, naš delovni proces je pač tak." Ne. Zdaj, to je sigurno odgovor, s katerim si kaj prav dosti pomagati ne moremo. In kaj je treba narediti? Ja, nič, še enkrat je treba vprašati, ne. Najprej validiramo, rečemo: "Okej, razumem." So pa te informacije zame in zate, Peter, zelo pomembne. Jaz bi namreč rada razumela, zakaj ti pričakuješ, ne vem, karkoli, da bova lažje našla dogovor. A mi lahko, prosim, še enkrat poveš, zakaj? Ne. In kaj se bo zgodilo? Ja, še enkrat boste najverjetneje dobili klišejski odgovor. Vprašamo še enkrat, ne, z veliko občutka. Malo, predrugačimo vprašanje, ampak, zahtevamo oziroma sprašujemo po povsem istih informacijah. In tukaj se po navadi zatakne. Ne vedno, ne povsod, ne vsem, ampak, ko mi zastavimo že tretjič eno in isto vprašanje, lahko celo z veliko empatije, Sami sebi. Ja, zoprni, odveč, ne, lahko dobimo celo en tak občutek, da silimo v nekoga drugega. Samo včasih brez tega dejansko ne gre. Ne gre. Zdaj, če pa informacij vseeno ne dobiš, se je pa treba vprašati, zakaj. Ali oseba na drugi strani res noče, mogoče nima dovolj visokih pooblastil, sploh za pogajanja, ali pa kaj tretjega. Potem se mora pa, ena izmed teh pogajalskih strani, se pravi tista, ki sprašuje, odločiti, kako naprej. In kako naprej? V taki situaciji, po mojem mnenju, je najbolje, ker smo se znašli v slepi ulici, da si pomagamo z načini, kako zdaj to, na koncu te slepe ulice vseeno odpreti vrata. Načinov imamo več. Najboljši je odmor. Da si vzamemo odmor. 5, 10, 15 minut. Da mogoče zapustimo celo prostor, v katerem smo se znašli, da gremo ven, ne. Da razpremo pljuča pa globoko vdihnemo. Pa to naslovimo odmor ali rečemo: "A lahko lepo, lepo prosim za WC, ker ne gre več?" Ne, pri integrativnih, pogajanjih smo zelo jasni, zelo odkriti. Pomemben je odnos. Enostavno rečemo: "Okej,
Zdaj smo se zdajle na tej točki, ne, bomo videli, kako bomo šli naprej. Jaz predlagam, preden se tega vprašanja spet lotimo, dajmo narediti 15-minutno pavzo. Okej. In pridemo nazaj iz pavze. In pridemo nazaj iz pavze in nadaljujemo. A povzemamo? Tako je. Potem pa povzemamo. Zdaj pa kako povzemamo? Ne? To je pa tehnika, ki jo predlagata William Ury oziroma Roger Fisher v svojih knjigah Getting to Yes pa Getting Past No. To je osnova za harvardsko pogajalsko metodo. Ona dva temu rečeta coining yeses oziroma kovanje zaporednih pritrdilnih odgovorov. Kar pomeni, da bi jaz v tej situaciji na primer lahko vprašala: okej, v redu, dajmo zdaj pogledati, kaj smo naredili do te točke. In sicer, na začetku smo se pogovarjali o A. Drži? Drži. Imamo prvi yes. Tako. Gremo naprej. No, in potem smo se pogovarjali o tem, da bi, Peter, tvoja ekipa pripravila načrt, mi bi pa pogledali, na kakšen način lahko zagotovimo resurse, karkoli. Ne? Sem se jaz to prav zapomnila? Drži. Drži. Drugič Okej. yes. Tako. Potem lahko zastavimo še eno podobno vprašanje, ki je zelo splošne narave. Zakaj? Zato, ker mi nujno potrebujemo da, ne pa ne. In ko imamo 3 pritrdilne odgovore, ki so lahko z druge strani ali izrečeni ali pa zamolčani, v tem smislu, ne, na podlagi govorice telesa pa vseeno vidimo, da nam sogovornik sledi, šele potem se spet lotimo pereče teme. Ja, pa ste rekli, to je pa spet psihološki trik, to je pa spet manipulacija in spet ponujam povsem enak odgovor. Če manipulirate, je manipulacija, če se pogajate, potem so to pogajanja. Okej, in zdaj smo se po odmoru, potem, ko smo večkrat dobile, da, smo se v bistvu na neki način posinkali, gremo zdaj spet naprej s pogajanji. Ja. V kateri točki zaostriti, v kateri točki se umakniti, v kateri točki narediti kaj tretjega morda? Zdaj, eno je odnos, drugo je pa vsebina. Če ti vidiš na drugi strani, da je odnos strani pogajalskega partnerja tak, ki bi morda lahko kljub temu, da boste vi dosegli dogovor, predstavljal neko oteževalno okoliščino, potem je tukaj sigurno za razmisliti, kako naprej. Druga stvar pa je, jasno, sva se pogovarjale, kdaj prekiniti, kdaj postaviti mejo, a ne. V harvardskih pogajanjih poznamo pojem tako imenovane BATNE, kar pomeni Best Alternative to Negotiated Agreement, oziroma po domače povedano plan B. Pogajanja boš zapustil takrat, ko dogovor, ki več ali manj leži na mizi, ki je slabši od tvojega plana B. Takrat zapustiš pogajalsko mizo in mogoče se najdemo ob neki drugi priložnosti. In zdajle smo prišli v bistvu do ene pomembne točke. Ja. Ne samo, da je dobro, ampak pravzaprav je nepogrešljivo, da mi vnaprej vemo, kaj si pravzaprav želimo doseči, Seveda. ampak ne samo, kakšne so naše želje, ne, kaj bi bil idealen scenarij, ampak kaj je tista točka, pri kateri smo mi pripravljeni reči, okej, potem se pa očitno ne moremo dogovoriti. Točno tako. In pridemo v najbolj črne scenarije, potem so tukaj tožbe, potem so tukaj spori ali pa še kaj hujšega. Res je, res je. Torej, zelo naivno je pričakovati, da gremo v pogajanja, jaz bom tole vse dosegla, kar sem si jaz zdajle zadala, ker ta opcija lahko ni resnična. Drži. Ni. Torej, ta BAFTA, Batna. Ja, plan B. BATNA, Ja. plan B, pomeni, kje so moje meje. Kje so moje meje? In jaz Tako je. moram to vnaprej poznati. Seveda, to je sestavni del priprave. Plan B je namreč merilo uspešnosti pogajanj. Jaz bom na dogovor pristala samo, če je ta dogovor boljši, kvalitetnejši, hitrejši,
učinkovitejši, karkoli že, od mojega plana B. V nasprotnem primeru bo verjetno priložnost treba poiskati drugje. In zdaj smo pri pripravi. A ne? Pripraviti se je treba. Jaz o pripravi ne bom preveč razpravljala, ker vsaj na neki način jaz to jemljem za samo po sebi umevno. Dobra priprava, to je zdaj že na tako skoraj ponarodelo reklo, predstavlja 90% uspeha, kar je povsem res. Je pa priprava zelo pomembna tudi kot v smislu psihološke podpore. Pomembno dvigne samozavest. Če si se ti dobro pripravil, vsebinsko, če ti veš, koga imaš na drugi strani, če imaš zelo jasen cilj, in če imaš plan B, potem se zna zgoditi, da boš na pogajanja vstopil z bistveno več samozavesti kot sicer.